Lepo pozdravljeni v imenu kooperative THD oziroma založb Sofia Studia Humanitatis Cartina, CF in Društva za teoretsko psihoanalizo. V njihovem imenu vas lepo pozdravljam. Sem Marko Bauer in tule nastopam v dvojni vlogi. Sem očitno moderator tega pogovora. Utopija je danes ali še raje o utopijah včeraj, danes, jutri. Hkrati pa prevajalec pri Sofiji pred kratkim izdane knjige Mackenzie Warka Molekularno rdeče. Poleg nje bomo, kot je bilo že rečeno, obdelovali še retrotopijo Zygmunta Baumana, ki je šlo pri založbi CF, zbornik o univerzalnem temeljnem dohodku brezplačno kosilo za vse, izdano pri Cartini, ter protoknjigo oziroma protoutopijo Utopijo Thomasa Mora, ki je šlo pri Studia Humanitatis. Z mano se bodo pogovarjali dr. Tanja Renner, profesorica sociologije na Fakulteti za družbene vede ter raziskovalka na Centru za socialno psihologijo, Marko Kočevar, mladi raziskovalec in asistent na FDV oziroma katedri za teoretsko-analitsko politologijo ter Centru za proučevanje organizacij in človeških verov, kar mi zveni zelo bogdanovsko, če se navežemo molekularno rdeče, ter docent dr. Primož Kraševec, sociolog kulture, predavatelj na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete. Če sem vse pravilno predstavil, predlagam, da kar začnemo. Marko, bizarno mi je, da te vikam, po mojem sem gospod Renner vikal. V spremni besedi k retrotopiji, torej Zygmunta Baumana, omenite, da je samo Baumanovo razmišljanje neke vrste retrotopije oziroma precej retrotopično. Zdi se mi kar huda ironija, da se knjiga konča z nekakšnim urbit et orbi, torej z pozivom k temu, da prisluhnemo papežu, konkretno papežu Frančišku. Hkrati gre pa situacionistično ugotoviti, da Rim očitno ni več v Rimu, da je sedanje Rim mogoče Evropska unija in da so korektiv te Evropske unije ali pa njih tendenc ravno obči intelektualci tipa Bauman ali pa Habermas in s tem tudi neke vrste papeži. Zdaj, moje vprašanje je bilo, zakaj poslušati papeže, oziroma meni bližji so ti papeži, ki bežijo, tako kot v filmu Moretija, Habimu Spahom. Ok, najprej hvala za povabilo, in pa, ja, Bauman zelo zanimivo sklene to knjigo, in če je celotna dikcija skozi celotno knjigo nekako tudi rahlo pesimistična, se na koncu izteče vse v nek pogled v boljše jutri, kjer se seveda najde tle par momentov v določenih govorih papeža Frančiška, katerih se potem Bauman prime in proba ponuditi neko zelo abstraktno vizijo neke lepše in boljše prihodnosti. Ampak mogoče, če se vrnemo, zakaj je sploh Baumanovo razmišljanje nekako retrotopično. Gre predvsem za to, da saj, in to ne samo v tej knjigi, ampak v zadnjih recimo 15 letih najdemo to temo pri njemu dokaj pogosto obravnavano, izpostavlja vse skozi to neko ločitev politike od oblasti. In vse skozi pa predpostavlja, da je obstala neka zlata doba, ko sta politika in oblast šla z roko v roki in kjer je politika v smislu nekega skupnega urejanja družbenih odnosov predstavljalo dejansko možnost vplivanja na oblast. Seveda je to problematično iz več vidikov, prvič zaradi tega, ker se to zgodilo dejansko v zelo omejenem časovnem obdobju, 30 let, kar sicer Bauman izpostavlja, daleč od tega, ampak to jemlje kot normo, mogoče bilo pa prej izjema to jemati kot neko anomalijo v kapitalizmu, in vse skozi kliče te čase nazaj, brez da bi saj v tej knjigi druge razpravljal o tem, seveda, izpostavil, kateri so bili ti pogoji, ki so omogočali, pa da sta šla politika in oblast z roko v roki, ampak da je obstajalo neko približevanje med politiko in oblastjo. In potem vse skozi imamo, sam če bi politika pa oblast mogoče spet bili tako skupaj, kot nekoč, bi bilo pa mogoče vse nekako boljše. To je mogoče, kar se tega tiče. Druga stvar v vašem vprašanju je pa to, kje je zdaj ta Rim. A imamo sploh Rim? A je to Bruselj, a je Berlin, a je Frankfurt, a je bila to Ljubljana čez vikend, ko smo imeli trilateralno komisijo tukaj, a obstaja zgolj eno
središča, ne, na katerega se lahko tako jasno osredotočimo. Meni se zdi, da je to nekako rahlo neplodno, teoretsko in praktično početje, ker tle saj mislim, da je treba misliti neke številne te centre moči. Znotraj Evropske unije sigurno ima tudi Bruselj, recimo, to neko svojo pomembno vlogo, ampak kaj je pomembno, da če zvedemo celoten problem Evropske unije na Bruselj, na tehnokracija kot oni in mi kot ljudstvo, hitro zapademo to neko moraliziranje, sam če ne bi bili toliko zlobni ljudje tam, bi pa vseeno tudi ta Evropska unija funkcionirala krasno. Ker mislim, da ne drži, ker vseeno Evropska unija ima tudi nekaj popolnoma drugo zgodovino, kontekst, v katerem začne nastajati evropsko združevanje in tako naprej v 50 letih. Zaradi tega mislim, da je treba vseeno to malo razrahljati. Tretjič, kaj nam Bauman ali pa Habermas lahko ponudita v teh okoliščinah in v teh pogojih. Jaz mislim, da je vseeno treba, če ste že konkretno izpostavili ravno Baumana in Habermasa, da vseeno moramo malo razlikovati med Habermasom in pa Baumanom. Habermas je začel, vsaj kakor jaz vem, na bolj radikalni poziciji kot Bauman včasih, hkrati se pa izteka zdaj počasi v zopet neke popolnoma druge pozicije, kot jih je Bauman zastopil proti koncu svojega življenja. Kaj menim s tem? Mislim, da, oziroma Habermas dejansko se postavlja kot niti ne korektiv nekim tendencam Evropske unije ali karkoli že, ampak dejansko kot nekdo, ki upravičuje določene politike in procese znotraj Evropske unije. Njegova debata z Wolfgangom Streekom, ki traja že nekaj let v nemškem intelektualnem prostoru, vprašanju Evropske unije, odnos država, Evropska unija, kapitalizem in tako naprej. V tej debati je postalo jasno, in tu v zadnji knjigi Habermas zelo jasno izpostavi, da se on zavzema za Evropsko unijo več hitrosti. On trdi, da je treba, recimo 6 jedrnih držav, mora oblikovati politično unijo, ostale pa če bojo zraven, bojo, če ne, ampak to jedro se mora obdržati. Bauman nikoli ni bil na teh pozicijah. On ima tudi to knjigo, Europe and Unfinished, kako je že, Adventure, tle vse na drugačen način razpravlja v Evropski uniji. Kot nek sicer projekt, ki je imel emancipatorični potencial, ki ga je sicer mogoče malo zgubil, ampak ga proba obujati skozi določene pozitivne prakse. Nikoli se pa ne spušča na konkretne politične ali policy probleme, kot to počne Habermas. In zdaj na koncu, kaj nam ti papeži, če nam lahko, papeži v smislu intelektualcev, ali nam lahko sploh karkoli pomagajo. Mislim, da obstaja določena, pa mogoče prehuda beseda, ampak zabloda. Se nikoli intelektualci niso bili tisti, ki so bili gibalo določenih procesov, ali pa saj ne, če rečemo z Gramscijem, tradicionalni intelektualci, ampak organski intelektualci. In meni se zdi, da ne Habermas, ne Bauman ne spadata v to kategorijo organskih intelektualcev. In zaradi tega se mi zdi, da seveda z vso dolžno spoštovanje izjemen opus, ki sta ga oba ustvarila, in izjemno težo, ki ga imata, ampak v smislu nekih emancipatoričnih potencialov, mislim, da ne gre iskati, pa ne samo v njuni teoriji, da ne bo pomote, ampak niti v teoriji kakšnih drugih tradicionalnih intelektualcev. Se lahko rečemo temu korektiv, reformisti in tako naprej, na koncu smo pri podobnih pojmih. Primož. Hkrati neka druga kritična teorija, kot je v molekularnem rdečem, omeni Mackenzie Wark, še vedno rada hodi na dnevne izlete v stari dobri Rim in navaja svetega Pavla, kot dokazujejo Badiou, Agamben, Žižek in drugi. Kot računa to, da bi končno se upadla ta dva skoka, en je pač ta leap of faith, pri nas preden mislim, da kot vratolomni skok, drugi pa ta tigrov skok, Valterjev Benjamin. Glede na to, da vem, da imaš zelo rad tigre, me zanima, kako komentiraš ta poskus upadanja ali pa to tendenco znotraj kritične teorije. Zdaj, bom začel pri tigrih, ki jih imam rajši kot to tendenco znotraj kritične teorije, bi se potem vrnil
proti tej tendenci sami. To je res, da imam zelo rad tigre, tako v literaturi, kot v teoriji, kot v modi, kot v popularni kulturi. Recimo, kot fun fact, Buffy, izganjavka vampirjev, kadar je v depresiji ponavadi tiči na pokopališču po noči in ima oblečen tiger onesie, se pravi tis kapuco, pa še z ušesi od tigra in z repom. Potem tudi moja najljubša znanka Superkeo Onizuka tiger, tako da mislim, da je to vse povezano, sam moraš povezati, moram eksplicirati. Gotovo je neka afiniteta, recimo med kulturnimi referencami na tigre, modnimi, oblačilnimi znankami in tako naprej, ampak recimo bom vzel en primer iz literature, pa to ne bo knjiga o džungli, pa en primer iz teorije, ki ga pa nisem prebral, tako da bo spekulativno, dvojno spekulativno. Se pravi, primer iz literature bi bil Alkizej, tiger v veliki stekleni omari, se pravi, ki se dogaja v predvojni Grčiji, nekaj konec, mislim, da konec 30. let 20. stoletja v Grčiji, se pravi, ko je fašizem v vzponu, začenja se ena izmed mnogih grških vojaških diktatur in nekaj komunistov oziroma najstnikov, ki imajo sorodnike ali pa starše komuniste, preživlja zadnje, recimo brezskrbno poletje na enem izmed grških otokov, ampak ves čas prihajajo z celine politično, saj za levico neprijetne novice, tako da starejši bratranec, te glavni junakini, ki takrat še otrok, razloži prihod temnih časov, kot da takrat ta tiger, nagačen, ogromen tiger, ki ga imajo v veliki stekleni omari v dnevni sobi, da takrat on začne gledati na črno oko. Se pravi, ena oko ima pravo stekleno, eno mu je padal ven, se pravi, druga očesna toplina je prazna, tako da takrat, ko se obetajo slabi časi, tiger gleda na črno oko. Zdaj, na drugi strani, na drugi ekstremni strani, recimo, če ta levičarska komunistična političnega spektra, bi Julij Sevola, še en ljubitelj na skrajni desni, še en ljubitelj tigrov, bi se strinjal s to prognozo, ampak v nekih drugih časih, se pravi, ne v 30-ih, ampak v 60-ih letih 20. stoletja, verjetno tudi danes, da sicer prihajajo temni časi, ampak temni časi to, kar je stepel skrajne desnice, se pravi multikulturalizma, demokratične dekadence, teh razkrajajočih učinkov, ki jih imajo feminizem in teorija spola na družbo in tako naprej. Tako da, ampak se mi zdi zanimivo, da oboji povezujejo tigra z nečim pesimističnim, se pravi z neko slabo napovedjo, slabimi obeti. S tem, da od Evole, čeprav nisem bral, poznam z Wikipedije kratko vsebino te knjige, njegov recept je, da v teh temnih časih je treba prejeti tigra za dlako in se preprosto pustiti voditi čez te čase, se pravi se čim manj vznemiriti, se pravi kot nek stoičen nasvet, v smislu nemogoče se boriti proti temu svetu. Jaz mislim, v nekem ljubljanskem intelektualnem mikrokozmosu se bojim, da je zelo podobno. Se pravi, mislim, da se proti tej tendenci kritične teorije se nemogoče boriti, ali pa saj investicija časa in energije je disproporcionalna učinkom, se pravi, vodi v razočaranje in frustracije. Tako da, ampak mislim, da, recimo, ker zelo pogosta, recimo, ravno iz te perspektive kritika socialnih medijev, Twitterja, Facebooka in tako naprej je, da ustvarjajo mehurčke, v smislu, da meni se zdi to ravno pozitivno, se pravi, ti mehurčki so lahko tudi neka vrsta intelektualne samoobrambe pred, recimo, tem tipom papeške ali pa kritično papeške vednosti, se pravi, Badiou ne bo nikoli skočil ven na Twitterju, tudi ni ga na Twitterju, verjetno večina njegovih bralcev ni na Twitterju, tako da z minimalnim naporom se da ustvariti mehurček, ki nikamor ne pride, medtem ko, če se želi poslušati to ali pa izobraziti v Badiouju, se je treba dati polno zimsko opremo, se pol ure voziti z avtobusom v center in tako naprej prav iti na neki event, tako da mislim, da na ta način je veliko lažje in tudi meni ljubše je pač preprosto jahati tigra, čez to brati svoje stvari, se nekako začitati. Ok, vprašanje za gospod Regener. Zdaj v bistvu malo daljše vprašanje, oziroma na pol rent. Morda osrednji zdravorazumarski ugovor proti univerzalnemu temeljnemu dohodku, ki je tema zbornika Brezplačno kosilo za vse, za katerega ste tudi vi prispevali en tekst, se vrti okoli lenove in tipičnega vprašanja, a pol pa enikrat nič več ne bi delali. V bistvu me je resnično osupnilo to, da je tudi sam pobudnik univerzalnega temeljnega dohodka Philippe van Parijs
v temeljnem besedilu zapisal tole, citiram. Ravno zato, ker je univerzalni temeljni dohodek nepogojen, nudi prejemke tudi tistim, ki sami pravzaprav ničesar ne prispevajo družbi, ki se dopoldne pričkajo s svojimi partnerji, popoldne surfajo v Malibuju, potem pa cele noči kadijo travo. Konec citata. Zanimivo se mi zdi pri tej povedati, se zdi, da je vsakič nekje drugje ta lik. Dopoldne je pač v drugem kraju, kot popoldne. Ampak v bistvu gre bolj za to, da ta moralizem se niti toliko ne suka okoli kulta dela, ampak bolj po mojem kulta marljivosti, ker surferu bi po mojem težko učitelj pomanjkanje prizadevanja v smislu njegov performance se mora vedno znova izpopolnjevati, če hoče ostati dobesedno nad vodo. Hkrati pa tudi, kar se tiče njegov prispevka k družbi ali pa k kapitalu, to težko govorimo, da ne producira sorazmerno veliko vrednosti, kot surfer ali kot surfer. Zdaj, me zanima, kako v tem času, ki mu dodamo še avtomatizacijo dela, sploh, kaj je pojem nove, mislim, kako sploh, mislim, na nek način se mora nujno redefinirati, se mi zdi. Ja, najbrž ja, ampak se mi zdi, da je pravzaprav skrajni čas, da se redefinira tudi pojem dela, prav obojega, in lenove in dela. Ampak jaz bi šla mogoče še malo k Filipu. Še zdaj ne vem, kako se pravzaprav ta njegov, mislim, da je flamski prijem izgovarja. A tako, okej. Jaz sem slišala, da je Parajs. Ja. Skratka, Filip, vam Pariz, je bil nekajkrat v Ljubljani, vsaj meni osebno ni popolnoma nič simpatična oseba, tako da ga bom zdaj branila z malo težkim srcem. Se mi zdi, da ne smemo biti tako trdi, kot ste bili zdaj, ne v oceni tega njegovega, ja, pa trdost. Se mi zdi, da je tistega surferja, če se prav spomnim, v tej knjigi zapisal s tako zelo veliko dozo ironije. Zdaj ta znameniti surfer iz Malibuja, ki se v razpravah o UTD-ju kar naprej ponavlja, je ena taka lušna metafora za ta najbolj znameniti, tako imenovani reciprocitetni argument proti UTD-ju. In mogoče beseda ali pa dve okrog tega. Meni je bilo zmeraj pravzaprav silno nenavadno, kako zelo se ta reciprocitetni argument prijemlje, zato, ker se mi zdi tako strašno trapast. Tako je trapast, če si vzamemo 10 minut časa in pomislimo, kaj pravzaprav pomeni, vidimo, da ne stoji z nobene strani pravzaprav. Se pravi, ena taka domislica, ki mi je bila všeč, sem jo nekje prebrala, je bila nekako v tem smislu, kaj pa ljudje, ki bi radi delali, pa ne morajo delati. Ker reciprocitetni argument proti UTD je seveda na tem. Nekaj boš dobila, pa zato nič ne narediš, nič ne delaš. Tisti, ki so brezposelni, tisti, ki ne delajo, bi morali vsaj jesti, nekje nekdo izjavil, in to se mi je zdela pravzaprav še najbolj korektna argumentacija. Zdaj, zakaj se mi zdi tako zelo trapast ta reciprocitetni argument? Ne vem, dve taki področji mi prideta na misel, ki z reciprociteto v smislu meritokratskosti, se pravi, jaz delam, prispevam nekaj v to družbo in zato nazaj tudi nekaj dobim. Se pravi, UTD samo tisti, ki delajo ali kaj. Dve področji sta taki, ki tako zelo padeta v oči. Eno področje je vprašanje dednih sistemov. Cel svet ima dedne sisteme, take ali drugačne. Dedni sistemi nimajo nič z meritokracijo in nimajo nič z nobeno vrsto socialne pravičnosti. Se pravi, če pristajamo na nekaj tako zelo, kaj bi rekla, nemeritokratskega in nepravičnega, kot je dobiti veliko za nič, ali pa malo za nič, vsekakor nekaj za nič, kako je lahko potem to argument zoper UTD. Druga reč, ki se pa malo tudi povezuje s tem vašim vprašanjem okoli redefiniranja dela, je pravzaprav stara dilema, ampak če bom neštetič ponovila. Kako pa lahko prenašamo že desetletja, stoletja in tisočletja, da cele množice ljudi, to, kar imam v mislih, so bolj množice žensk, delajo, večinoma žensk v vseh družbah, delajo ogromno za nič. Kako pa to požremo kar naprej? Se pravi, kako lahko kar odmislimo te enormne količine neformalnega, neplačanega dela. Imam v mislih predvsem, in to je delo, ki pravzaprav kljub vsej avtomatizaciji, proizvodnje, kljub informacijskim tehnologijam se čist nič ne zmanjšuje, kvečemu povečuje se, kar je paradoksalno. V mislih imam
imam družinsko delo, imam v misli predvsem skrbstveno delo za starejše ljudi, za otroke in tako naprej. Zdaj, mičkano mogoče samo, da si malo bolj plastično predstavljamo, o čem teče beseda. Neformalno, neplačano delo, če bi ga nekako zračunali na način nekakšne, kaj bi rekla, finančnega ovrednotenja, bi prinesel enormne zneske. In ti zneski tudi že dolgo niso skrivnost. Kolikor vem, če se prav spomnim enih izračunov, ki jih je že v davnih 70-ih letih opravil John Kenneth Galbraith, ekonomist, celo Nobelu, če se prav spomnim, pravi približno tole štorijo. Če bi torej monetarizirali neplačano skrbstveno, gospodinjsko in družinsko delo, bi v najbolj razvitih ekonomijah in socialno najbolj razvitih ekonomijah, s tem so mišljene predvsem skandinavske države, vrednost, nekaj imajo razvito socialno državo, vrednost tega dela znaša okoli 40%. V ekonomijah preživetja, recimo v številnih afriških državah, pa vrednost tega dela okoli 90 in še 6%. In ga mirno pozabljamo. Se pravi, še enkrat plediram, redefinirati delo, počakajmo, se le nobo tudi, ampak najprej to delo. Se završna eno vprašanje. Omenili ste Afriko. V svojem prispevku v zborniku Brezplačno kosilo za vse, mi je všeč ta naslov, z naslovom Nasvidenje v Afriki, ste zagovarjali, da bi bilo v bistvu univerzalni temeljni dohodek najprej treba uvesti v Afriki. V mestnem času se v bistvu je tam steklo ali še poteka kar nekaj eksperimentov in pilotov tega UTD-ja. Bral sem, da jih je izpeljano več poskusov na Namibiji in Ugandi, dobrodelna organizacija Give Directly pa ga še vedno izvaja v Keniji. Zanima me, ali spremljate to dogajanje, kako ga komentirate? Mogoče sam korak nazaj še do tistega mojega skromnega prispevka, ki pa je utopičen. V smislu, da delam razliko med utopijo, utopistiko in realno utopijo, o tem mogoče še beseda malo kasneje, ampak z njim se globoko strinjam. Zveni skrajno nenavadno in, kot rečeno, utopično, ampak se mi zdi, da pravzaprav, odkar se ukvarjam z UTD-jem, boljš ga nisem zmislila. Moja ideja tam je bila pravzaprav taka, da bi če že gradualna uvedba UTD-ja, potem gradualno najprej tam, kjer prvič UTD najbolj potrebujejo in drugič tam, kjer je prvi svet, razviti svet ali svetovni center pravzaprav največ dolžan. Svetovni center, zlasti svoje nekdanje kolonialne države in nove kolonialne ZDA, ravno tako seveda, so ogromno dolgujejo predvsem Afriki in nekaterim delom Latinske Amerike in gotovo tudi nekaterim delom Azije. Če pogledate 40 najrevnejših držav sveta, jih 33 najdete v Afriki, zato sem takrat, tega je že zelo dolgo, pravzaprav 2004 je ta knjiga išla, dala naslov Nasvidenje v Afriki, ampak še bolj se mi pa dopade, malo narcistično bo zvenela, ampak dopade se mi argumentacija, ki se jo za to uporablja, kje dobiti denar za to, da bi dal UTD v Afriko. Mislim, če se prav spomnim, sem navajala 3 možne resurse. Prvi je bil tisti, kar se kasneje pol govorilo o njem kot o Tobinovem davku, ampak v malo višjem znesku, se pravi davek na finančne transakcije, zlasti davek na vse spekulativne finančne transakcije. Drugič, obdavčitev planetarna, jasno se drugače ne more biti, planetarna obdavčitev trgovine z orožjem, zlasti s težkim orožjem. In tretjič, legalizacijo vseh drog, zlasti trdih drog, tista trava z malimbuja, nepomembna, čeprav ekonomska najbrž ne. Torej, etično mislim, da je legalizacija vseh vseh drog in pravzaprav monopolizacija. Država naj bo, tako kot je včasih v Italiji, se tega je še spomnim, država bila monopolist pri trgovini s soljo. Država mora preprosto biti monopolist v trgovini z psihoaktivnimi substancami. Tako da, evo, ta argumentacija po mojem še zmeraj stoji, je pa globoko utopična. Zdaj, to, kar sprašujete, če sprejme, teh bolj površno moram reči, teh poskusov, teh pilotnih poskusov uvajanja UTD-ja je veliko in so si pravzaprav zelo različni. Mogoče bi jih vendarle se dalo nekako združiti v nekakšne kategorije, recimo temu afriški, indijski UTD, ki je preživetveni UTD. To je pač ta skupina, kjer se UTD
UTD zelo lokalno omejeno in tudi finančno blazno omejeno. Namibija ima, evo, da si predstavljamo, kaj pomeni, 9 evrov na mesec je UTD v Namibiji, za Kenijo točno, mislim, da je tudi podobno nizek, Indija je tudi pretežno nizek. Na drugi strani imate pa pilotske poskuse v razvitem svetu, najbolj znan je finski poskus, ki se je zdaj ravno končal, menda tako predčasno končal, analiz pa še ni. Potem je Utrecht Nizozemska, potem je Ontario, Kanada in je Edmonton, mestni UTD-ji so to, Kanada in najbolj zanimiv je mogoče pa iranski UTD. Iran ima UTD, ki je po mojem prekrasna, kaj bi rekla, politična pogruntavščina. Iran je posebna kategorija in tudi se ne imenuje, niso nikoli imenovali kot temeljni dohodek, je pa edini primer, ko se je temeljni dohodek uvedel na ravni nacionalne države, ker vsi ostali so zelo lokalizirani ali mestni. Iran se je izmislil eno tako dobro pogruntavščino, ki politično blazno dobro funkcionira, zlasti na podeželju, zlasti med revnimi ljudmi, zaradi česar imajo pravoverci pravzaprav toliko moči politične, pač jih nobene demonstracije ne uničijo. Iran je umaknil subvencije na nafto in naftne proizvode in to, kar bi sicer sredstva, s katerimi bi sicer subvencioniral nafto in naftne proizvode, je dal v brezpogojni UTD, ki znese približno 45-50 evrov na mesec, kar ni tako zelo malo, zlasti ne seveda za revnejše ljudi in zlasti ne za podeželje. Še enkrat, to se mi zdi tako precej genialna pogruntavščina raznih vladarjev iranskih. Bolj podrobno bi pa pravzaprav težko. Kot rečeno, finski je zanimiv. Finski UTD je bil, se mi zdi, da okoli 600 ali 700 evrov celo. In na nek način je cenzura na analizah, ker čakajo, da se bo zaključil, mislim, da se je ravno kar, da ni šla skozi parlament in to na vladi, če se ne motim, desna sredina na Finskem, ni šel predlog skozi o podaljšanju. Tako da je pravzaprav zelo težko kaj reči. Vsekakor ni bil preživetveni, se mi zdi, da je šlo bolj za eksperiment, kaj narediti z odvečnimi ljudmi. Steni Baumanovi napisal knjigo Odvečni ljudje. Z odvečnimi ljudmi. Med nezaposlenimi so naključno izbrali 2000 ljudi in opazovali, kaj ti ljudje delajo s 700 evri. Če se vrnemo k Baumanu, Marko, zdi se mi samo en, da je za retrotopijo in kritično teorijo značilen določen kulturni pesimizem. Med branje retrotopije sem se stalno spominjal tega renesančnika Baldasareja Castiglioneja, tako se ga spomnim, da moram prebrati njegove ime, ki je zanimiv predcenjevanje preteklosti pripisom mentalnih konstitucij starejših. Mislim, kogarkoli zdaj politično nekorektno to zveni. Pravi takole, ko se staramo, postajamo bolj zaskrbljeni in melankolični, spominjamo se srečnih doživetij za mladosti in opevamo čase, ki so spremljali ta doživetja. Potem Castiglione postavi zaključno hipotezo, nazadovala je oseba, ne kultura. Vsekakor gre morda za psihologizem, ampak saj meni zelo sublimne sorte. Koliko starejša oziroma stara oziroma betežna se ti zdi sama kritična teorija v smislu kulturnega pesimizma? Ja, najprej vsekakor gre za psihologizacijo določenih procesov, čeprav določene sociološke študije, kot sem gledal, dejansko potrjujejo neko to tezo, da starejši, ko so ljudje, da so bolj pesimistični in da se bolj radi spominjajo neke daljnje, lepe in čudovite preteklosti, ki je ni več. Ampak, ker pač saj jaz osebno ne poznam teh avtorjev, ne bi šel na to raven psiholoških profilov določenih teoretikov, ker se mi zdi tudi, da ostajamo na individualni ravni, menim pa, da obstajajo neki skupni elementi znotraj kritične teorije. Zdaj najprej, Bauman sam zagotovo je, tudi v retrotopiji, vsaj do epiloga, je nekoliko pesimist. Pesimističen, imamo to obujanje različnih teh negativnih tendenc, ampak knjiga se vseeno izteče
kakorkoli, to lahko zveni banalno ali to nerazumljivo, zakaj pol na koncu pelje papeža in določene druge elemente, ampak vseeno vidi neko prihodnost, ki ni nujno toliko tvačna. Po drugi strani pa, kar se tiče kritične teorije kot take, bi jaz izpostavil dvoje. Prvič, da to ni značilnost, da se stara ali da je starejša kritična teorija, ker se mi zdi, da je določen pesimizem prisoten že od samega začetka. Tako znotraj kritične teorije frankfurtske šole, recimo, če gremo nazaj, tako znotraj kritične teorije te 60. 70. leta in to, kar danes vse imenujejo to heterogenost kritičnih mislecov. In pa povsod obstaja ta moment in ta element od začetka in to ni slučajno. Prvič, frankfurtska šola kot taka in pa celoten pol, če želite, zahodni marksizem, kot se temu Paul Perry Anderson pravi, nastane na izkušnji porazov. Porazov najprej seveda na Zahodu, kjer umanjkajo revolucije ali se zgodijo revolucije, pa jih zadušijo izjemno krvavo, od Nemčije, Italije, Madžarske in tako naprej. Ali pa seveda s porazom oktobrske revolucije, ki se izteče v stalinizem. In torej celotno potem 20. in 30. leta, ko imamo še zraven recimo nacizem in tako naprej, ko marksizem postane in komunizem sovražnik številka 1 v Evropi, imamo torej neko vse splošno atmosfero, če želite, ki je izjemno nenaklonjena tem radikalnim levim gibanjem, strankam, politiki na splošno. In torej treba je misliti nek kontekst, torej to je pač ta oris nekega konteksta, kako nastane sploh to in zakaj imamo že od samega začetka ta neki pesimizem. Med drugim tudi Walter Benjamin v tistem času naslovi en esej Leva melanholija, Linke melanholiji. Sicer obravnava nekaj drugega, ampak poskuša izraziti, da je to vse splošno, da ta duh preveva vse splošno na levici. Potem imamo pa to kritično teorijo, o kateri se mi danes verjetno bolj pogovarjamo kot v tej frankfurtski šoli. Imamo pa zopet poraze. Tako na vzhodu zopet, imamo leto 56, imamo praško pomlad, imamo zaton 68. leta tudi na zahodu, ki ne prinese teh nekih pričakovanih družbenih, političnih in ekonomskih sprememb, ampak če se to gibanje recimo zelo perverzno sprevrglo v 30 letih v fašizem in nacizem oziroma neuspeh teh gibanj in politike po prvi svetovni vojni, v fašizem in nacizem se pa tukaj pač izteče v neokonzervativizem in neoliberalizem na koncu, od konca 70. let in začetka 80. let. Torej imamo zopet neko to vse splošno, kaj zdaj storiti, zopet smo probali, pa ni šlo, Madonna, kaj zdaj. Tako da to so neki ti konteksti, v katerih nastaja ta kritična teorija. In mogoče še na koncu, zakaj pa še en razlog mogoče, ki ga jaz vidim kot izjemno pomembnega za razumevanje tega pesimizma, kulturnega pesimizma, melanholija, kakorkoli že, je v tem najprej, da je značilnost vseh teh teoretikov, recimo, izjemno jasna ločenost, ali pa za veliko večino izjemno jasna ločenost od real politike. Vsi, če se udejstvujejo v različnih gibanjih, če se, in to tudi sporadično, ni stika jasnega s politiko, ker to je bila značilnost neke kritične teorije še pred frankfurtsko šolo, če temu smemo tako reči, vsi ti veliki teoretiki so bili tudi politiki in so to dvoje združevali. In to je specifika, ki nastane seveda potem, ko marksizem in komunizem v 20 letih doživi absoluten poraz v zahodni in srednji Evropi. To je prvi razlog. Drugi razlog, in s tem bom zaključil, je pa v tem, da ni nikjer subjekta emancipacije. In to je ena taka, oziroma kolektivnega, univerzalnega subjekta emancipacije.
Včasih je ravno tako bilo relativno jasno, pa lahko gremo polemizirati, da je to zares bil proletariat kadarkoli, ali je proletariat kadarkoli zares naredil kakšno revolucijo, ali so kakšni drugi razredi in družbeni sloji, ampak saj na teoretski ravni je bila zadeva dokaj preprosta. Je obstajalo tu neko upanje, je bilo vezano na konkretnega subjekta. Danes pač tega ni, ko so vse velike zgodbe so se končale, imamo drobljenje, tako na teoretski kot na praktični in politični ravni. Torej, kako naj obstaja kakršnokoli upanje, če pa v lepšo in boljšo prihodnost, če ne vemo, kdo bo pa tisti, ki bo to omogočil. Razen, če smo pač neki zelo slabi deterministi in vulgarni marksisti druge internacionale. Torej, nek subjekt je vseeno potreben za to. Imamo še v bistvu 20 minut, tako da boš te radi še spela eno vprašanje. Mackenzie Warg je sicer zagovarjal vulgarni marksizem. Vprašanje za gospod Renar še. Pri Morovi utopiji se mi zdi ena fascinantnejših reči to, da še danes ostaja odprt to, zakaj pravzaprav gre. Gre za satiro komunizma, za komunizem sam in tako naprej. Seveda je vprašanje, koliko so avtorji na meni sploh pomembni, koliko so transparentni, kako se pol viličijo v najrazličnejše smeri, popolnoma irelevantno od avtorjih namenov. Lep primer je tega Erewhon Samuela Butlerja, ki se je satirično zamislil prihodnost strojev, ki je v bistvu danes bolj preroška, kot večina resnovnih napovedi, ampak zanimivo je čisto pač, če uporabimo res staro, prastaro retrotopično metaforo, če je utopija lakmusov papir, kako jo pač vi berete, oziroma doživljate, če lahko bolj afektivni izraz uporabim. A zdaj mislite Morovo utopijo, kako? Aha. Se moram pravičiti, ker je že kar dolg tega, kar sem to bral, ampak se mi zdi, a je to satira ali ni satira komunizma, najbolj glih ne, tako zelo antiliteram je bila, da ne, mogoče komunitarizma, ne, mogoče katolicizma, mogoče to najbolj že ja, ne. Zdaj, če se prav spomnim, ima Morova utopija neki točk, ki so tako srhljivo aktualni, da gre človeku kar na smeh, ne. Popravite me, če imate bolj svež spomin, tukaj kritizira vladarje, če se ne motim, ne, zaradi presežne porabe denarja za 8-kolesnike. Malo se šalim, ni ravno 8-kolesnika, ampak nekaj podobnega. Potem se mi zdi, da je govora o zaseganju skupnostne lastnine in tako naprej, kar potem Marx povzame v Kapitalu, Capital Closure of the Commons, kar je naredila vzhodnoindijska družba. To je bil način, s katerim je vzhodnoindijska družba pravzaprav kolonizirala indijski podkontinent. Če se ne motim, Moore odobrava, če se ne motim, je zelo veren katolik, odobrava eutanazijo in tako naprej. Skratka, neka serija nekih točk, ki so, kaj bi rekla, po 500 letih izjemno aktualne. A lahko zdaj jaz skočim za 500 let v tem odgovoru? Ok. Ja. Se mi zdi, da se zdaj o utopijah govori z drugimi pojmi, vsaj jaz raje uporabljam dva druga pojma, in sicer utopistike. Wallerstein si je ta neologizem izmislil, imam jo tukaj to knjižico in če koga zanima, to je prvo delo Immanuela Wallersteina, ki smo ga v slovenščini prevedli, se še dobi tukaj na policah. Mislim, da smo ga leta 1998 pri CF-ju prevedli. Bliže, ok. Drug pojem, ki se mi zdi, da zadnje desetletje intenzivno v uporabi, so pa realne utopije. To je pojem, ki ga uporablja ameriški sociolog Olin Wright. Kako Wallerstein razume utopistiko, ali lahko samo čist kratko, in se mi zdi, da je tako sjajno napisal, da se ne da tako dobro ponoviti. Pravi, utopistika je z razliko od utopij, ki so bolj ali manj sanjarije oziroma vaje v sanjarjenju, je utopistika resna ocena zgodovinskih možnosti, je vaja v presoji substantivne racionalnosti alternativnih možnih zgodovinskih sistemov. To je torej trezno, racionalno in realistično ovrednotenje človeških družbenih sistemov, njihovih omejitev in področij, ki so odprta za človeško ustvarjalnost.
to ni obraz popolne in neogibne prihodnosti, temveč obraz alternativne prihodnosti, za katero verjamemo, da bo boljša in ki je zgodovinsko mogoča, a je daleč od tega, da bi bila zanesljiva. Tako je to hkrati vaja v znanosti, politiki in morali. To se meni zdi ena taka prikladna opredelitev utopij, se pravi utopistik v zdajšnjosti. Se pravi tisto, kar je zgodovinsko mogoče, kar je želeno, pa še ni uresničeno in je hkrati najbolj, vsaj tako pravi Wallerstein, uresničljivo. Samo mora biti manjka ta zgodovinski subjekt preobrazbe. Olin Wright se zadeve loteva z enega čisto drugega zornega kota in sicer pravi, da moramo tisti, ki se nam ta svet ne dopade do cela in bi rajši kako alternativo, da ne se pravi, ki si poskušamo zamišljati realne utopije in to je tudi naslov njegove knjige iz leta 2010, Envisioning Real Utopias, nekako, čeprav prevajam zamišljanje realnih utopij. On pravi, da je treba nenehno pretresati obstoječe ustanove, s katerimi smo obkroženi in njih živimo v vsakdanjem življenju. Pretresati na ta način, da vidimo, ali se lahko preobrazijo oziroma ali se gibljajo v smeri, ki jo želimo. In seveda eno celo poglavje svoje knjige nameni temu, ali vemo, kaj je tisto, kar si želimo in podobno kot Wallerstein po čisto drugi poti in podobno kot Bauman se mi zdi po spet neki tretji poti pride do nekakšnega področja, za katerega misli, da bi lahko dobili zelo širok konsens. Kaj je to, kar si želimo? Je več svobode in več enakosti. Se pravi, ne stara, večna dilema o razmerju med svobodo in enakostjo, ampak vsi ti trije navedeni hočejo oboje. Nič na škodo onega drugega. In Olin Wright pravi tako, pretresmo institucije, poglejmo, če se lahko razvijajo v tej smeri, pomagajmo jim razvijati, naj živimo na ta način, da se bodo razvijale v tej smeri, ali jih pa zapustimo, ali se pa nekako odvrnemo od njih. Olin Wright je tudi bistveno bolj, ker Wallerstein ni nič konkreten pri svojih utopistikah. Enkrat samkrat v tej knjižici zapiše, kaj je tisto, kar on misli, da bi bilo potrebno v svetu, ki prihaja, če naj ne bo barbarstvo, kakršnega živimo že zdaj, da bi pravzaprav morala celotna produkcija česarkoli že, dobrin, storitev teči na način, recimo temu, neprofitnih ustanov, kot so bolnice, javno šolstvo in tako naprej. To je Wallerstein. Medtem ko Olin Wright je zelo konkreten in reče, tukaj jaz vidim neke realne utopije, ki so že tukaj, treba jih razviti, našteva. Recimo Wikipedija, ki ste jo prej omenili, da ste jo vzel, ne v roke ne, pač pa ste jo gledal. Wikipedija se mi zdi recimo realna utopija, zato ker je to en tak zelo širok, zelo masoven način netržne produkcije informacij in znanja, navaja UTD, seveda velik zagovornik UTD-ja je Olin Wright, pol navaja družbeno odgovorne banke. V Sloveniji se nikakor ne prebije ideja družbeno odgovorne banke, če kdo hoče, gre pa lahko v Italijo ali pa v Avstrijo ali pa na Hrvaško svoje prihranke vložiti v družbeno odgovorno banko, potem je participativni proračun in tako naprej. Jaz si mislim, da je čas realnih utopij in utopistik že zdavno napočil, nekatere so tukaj in so tukaj z velikimi tveganji. Eno takih velikih tveganj je, recimo prej sem pozabila omeniti italijanski UTD, ki ni UTD, ampak je državljanski dohodek in je nekaj, česar se jaz osebno precej bojim, ker se mi zdi, da bo idejo UTD-ja, predvsem pa to razmerje med svobodo in enakostjo, popolnoma zmaličena. Italijanski je državljanski, se pravi vezan na državljanstvo, kar je svinjarija, po mojem, v zdajšnjem svetu. In drugič, vnaprej je rečeno, da je to državljanski dohodek, ki je namenjen izključno revnim ljudem. To nima zveze z UTD-jem, vsaj ne z konceptom, idejo UTD-ja, kot je recimo tudi v tej knjigi predstavljena. Mislim, da sem že dolgo potrebno. Gospa Reiner v bistvu omenila Exit, tako bom šel zdaj kar do Primoža, ker nas že malo čas slovi. V zborniku o utopijah je izdan, pri študiju komunitacij se na koncu te izdalo v tem zborniku, če prav razumem. Nisi bil glih naklonjen utopijam, če se prav spomnim.
Glede na to pa, da se zadnji čas veliko ukvarjaš z zornim kotom kapitala, ne? Recimo, da je to zaprimo že ta subjekt iskani, me zanima, je mogoče govoriti o utopiji kapitala, nečem takšno, kot je utopija kapitala, pod vprašanje bi bilo pa, kako bi bilo ta utopija kapitala povezana z utopijami, ki uletavajo z tako imenovane druge strani, ne? Recimo, ne pride na misel koncept Menciusa, Moldbaga, patchworka ali pa neokameralizma in v bistvu gre v tem primeru za nekakšen koncept libertarnega exita v nasprotju z recimo Baumanovskim papeško kulturo dialoga, ki je očiten voice, ne? In tretje vprašanje pa v tem primeru sploh mogoče govoriti o utopiji, ker mogoče utopija sama predpostavlja nek razkol med načrtom, planom pa njega izvajanjem. Mogoče bom res kratek, tako da se bom sam skoncentriral na ta čist konec, ali je utopija kapitala dejansko utopija, v ta razkol med načrtom in izvedbo. Jaz mislim, da prej sem še malo bral tisto prejšnjo vprašanje, ki se ga zdaj preskočil, kjer je bilo tudi omenjeno, recimo, da Marx ni maral utopičnega socializma, bi imel raj znanstveni. Zdaj, en način razumevanja tega je tudi, da vsako obsojanje, ki je nujno za utopično mišljenje, je hkrati, mislim, čisto klasično spinozovsko obsojanje vedno izhaja iz pomanjkanja razumevanja. Sprav, manj kot nekaj razumemo vseh detaljih določenosti nekega pojava, procesa, stvari ali osebe, lažje obsojamo, zato ker najdemo nek prostor, kamor lahko umestimo svoje obsojanje. Tako da kakršnokoli zgražanje ali pa obsojanje se tam izhaja iz vedno, ali pa mora nujno izhajati, ali pa v tem primeru je nevednost, blaženost, ali kako že gre to, ker nam omogoča biti kritični ali pa obsojati, ampak recimo več, ko vemo o zgodovini, o kapitalu, o ekonomiji in tako naprej, bolj, ko se recimo te vednosti povezujejo, bolj vidimo določenosti vsega in pa je vedno težje reči, bolje bi bilo, če bi bilo to drugače, ker pa se izpade tako malo neumno ali pa malo kako bi rekel, malo nerodno ali pa nevedno. Vedno težje je recimo na ta način govoriti in že tukaj vidim neko težavo, ki bolj postavi to točko obsojanja, iz katere potem postavimo svoj načrt, da sploh ne omenjamo, koliko neznanstveni so potem, recimo neznanstveni v tem klasičnem marksovskem smislu, so potem te načrti, tako da to se mi zdi ena razlika, recimo, ali pa nekaj, zaradi česar je težje govoriti o utopiji, recimo tako prostodušno, kot v 19. stoletju, čeprav je to šlo Marksu že takrat na živce, verjetno ne iz istih razlogov, kot sem jih jaz naštel, to je bilo precej kreativno branje. Zdaj pa drugo, glede utopije kapitala, jaz mislim, da utopija kapitala ravno ne more biti, ker ni te razlike. Se pravi, mislim, da ni te razlike, da bi bil načrt, kako bi bil nek idealni svet in potem nek skoncentriran političen, če govorimo o privatni kapitalistični ekonomiji, in potem skoncentriran najprej mobilizacija, potem načrt, ki ga vsi podpišejo, se strinjajo z njim in disciplinirano deluje za ta načrt, ampak je prosto fragmentirani poskusi, kjer ima vsakdo veliko bolj prozaične cilje, recimo, da podjetje preživi ali celo posluje s profitom, se pravi, ki niso del nekega velikega načrta in še celo tisto, kar gre vsem, ki so nostalgični, tako ali pa drugače po taki ali pa drugačni verziji razsvetljenega absolutizma, kar je večina kritične teorije, recimo bi lahko formularično povzeli kot nostalgijo za razsvetljenim absolutizmom, kjer obstaja načrt, vemo, kam gremo, recimo, vemo, zakaj si prizadevamo, ali pa utopičnega mišljenja. Se pravi, recimo, tega ravno v kapitalistični ekonomiji ne more iti, ker se preprosto gre za razdrobljena prizadevanja, za cilje, ki niso vnaprej dani, se pravi, ki so lahko čisto nadaljevanje inercije, tisto, kar je podjetje prej delalo, lahko je neka čisto nova ideja, ampak se zelo hitro se potrdi, a so ok ali ne. Se pravi, spet ne moramo zameriti svetu, zato ker nam je firma propadla. Ampak recimo to delajo kritični misleci ali levičari, če jim organizacija ali načrt propade, je to problem sveta, ne recimo tega kako so koncipirali svojo idejo. Se pravi, mislim, da je tukaj veliko bolj
kar se tiče utopije, mislim, kapital definitivno spreminja svet veliko hitreje, kot so kadarkoli politične organizacije ali pa politične zamisli in tudi veliko radikalne, ampak ne v smislu, da bi obstajal nek vseobsegajoč način, ali pa mogoče to razlog učinkovitosti kapitala ali pa njegove transformativne moči, ravno to, da nima načrta.